Hvala, Katja, hvala za tvojo predstavitev. Tudi jaz bi vse zelo lepo pozdravila. Rada bi rekla, da sem zelo vesela, da se taki dogodki za pravzaprav promocijo duševnega zdravja organizirajo, no, tako da sem tudi zelo vesela, da lahko sodelujem v takem projektu, ki se mi zdi res v dobrobit ljudi, no, pravzaprav. Se mi zdi, da premalo se zavedamo, koliko taki dogodki res prispevajo k duševnemu zdravju, no, na splošno cele populacije. Zdaj bom jaz delila samo ekran, samo trenutek. Share screen. Evo, takole. A je šlo čez vse? Še tam daš predstavitev ali pa je spet. Evo, takole. Zdaj, kot je Katja že povedala, moja tema za danes je izgorelost. Jaz sem tukaj navedla, kako sem si vsebinsko nekako zamislila to srečanje, zaradi tega, ker se mi pri vprašanju, kako premagati izgorelost, pravzaprav zdi bistveno, res bistveno to, da jo zelo dobro poznamo, da vemo, v kakšni obliki se kaže in zakaj do nje pride, ker v bistvu samo na ta način lahko delujemo v smeri, da do nje ne bi prišlo, oziroma da preventivno delujemo, ne. Se pravi, tukaj sem navedla, pogovarjali se bomo o tem, kaj izgorelost je, kako se kaže, zakaj do tega pride in na koncu, kaj lahko naredimo. Zdaj, ena taka zelo uradna definicija, je, da je izgorelost stanje nepopolne fizične, čustvene in miselne izčrpanosti, do katere pride zaradi dolgotrajne vpletenosti v čustveno zahtevne situacije. Zdaj, če to po domače nekako razložim, to pomeni, da smo v bistvu telo pripeljali do neke točke, na kateri je popolnoma odpovedalo, da je vsaka najmanjša aktivnost že napor, in sicer zaradi tega, ker smo bili zelo dolgo časa pod stresom v nekih situacijah, ki nam veliko pomenijo, se pravi, ta osebna angažiranost je velik dejavnik, ki k temu doprinese. Zdaj, to je neka skrajna faza, do katere si seveda ne želimo priti, in v bistvu cilj danes je, da bi razumeli, kako lahko delujemo ali pa kako lahko boljše delujemo v tej smeri, da se to ne bi zgodilo. Zdaj, najpogosteje se izgorelost omenja v bistvu na nekem profesionalnem področju, na področju službe in dela, lahko pa v bistvu do nje pride tudi recimo čisto v domačem okolju, v družinskem, tudi v odnosih, recimo v partnerskih odnosih, zaradi dejavnikov, ki jih bom potem naprej opisala. Lahko je pa tudi kombinacija obremenitev v bistvu na obeh področjih, zasebno in profesionalno. Zdaj, najprej bi si kar pogledali, zakaj izgorevamo. Do izgorelosti pride zaradi kombinacije različnih dejavnikov, ki v bistvu delujejo na različnih ravneh. In ti prvi, najbolj pomembni dejavniki so čisti naši, notranji, na nivoju posameznika. To so neke osebnostne lastnosti oziroma naše vrednote, lahko tudi prepričanja oziroma načini, kako mi funkcioniramo, ki so bolj rizični za to, da v neki točki lahko pridemo do izgorelosti. Prva taka, ki je najpomembnejša, je notranja motivacija, ki je sicer zelo pozitivna, lahko, to pomeni, da je oseba zelo, da stvari počne iz nekega res lastnega interesa, iz želje, ker ima nek jasen cilj. Na drugi strani je pa lahko to v bistvu rizičen dejavnik, če oseba vseeno dela stvari iz sebe, ker si nekaj, ampak v bistvu bolj iz tega občutka neke notranje prisile, ker ima občutek, da nekaj mora narediti.
ker sicer bodo neke negativne posledice lahko zanj, a ne. Notranja motivacija je zelo, v bistvu predvsem ta recimo temu, če lahko poimenujem negativen del, ki sem ga zdaj opisala, ne, te neki občutek neke notranje prisile, je tesno povezan z naslednjo rizično lastnostjo, ki je storilnostna samopodoba. To pomeni, a ne, da so k izgorelosti bolj nagnjene tiste osebe, ki svojo vrednost ali pa ki se recimo boljš počutijo takrat, ko so zelo produktivne, zelo učinkovite, ko veliko dosežejo, ko imajo fajn rezultate in se zaradi tega zelo dobro počutijo, zaradi česar so rizične, da se bodo bolj pogosto recimo temu gnale preko svoje mere, a ne, ali pa da bodo vztrajale v nekih situacijah, v katerih so preobremenjene, a ne. Poleg tega, poleg te izrazite storilnostne naravnanosti, a ne, pa je rizično tudi, če smo nagnjeni k temu, da recimo pozabljamo na svoje potrebe, na to, kar mi rabimo zase v določenem trenutku, ampak v ospredje postavljamo potrebe drugih ljudi, a ne. Ljudi ali pa recimo, ne vem, situacij ali pa v službi potrebe nekega projekta in tako naprej, ne. Se pravi, da pozabljamo na to, koliko mi zmoremo, koliko lahko damo, ampak bolj smo osredotočeni na to, kaj rabijo drugi, pa kaj se od nas pričakuje, a ne. Zdaj, osebe, ki so izrazito storilnostno naravnane, a ne, čutijo ta občutek neke notranje prisile, so recimo ob nekem uspehu bolj kratek čas zadovoljne, a ne, ali pa če so neuspešne, jih je tako sram, a ne, in v bistvu zaradi teh stvari se bolj in bolj ženejo, da bi bile uspešne in se na ta način obvarovale pred nekimi negativnimi občutki o samih sebi, a ne. Zdaj močno vštric skupaj s storilnostno samopodobo gre deloholizem, ki je naslednja rizična lastnost, a ne, osebe, ki so nagnjene k temu, da zelo veliko delajo ali pa preveč delajo, a ne, so seveda bolj rizične, da bodo izgorele. Poleg tega je tudi perfekcionizem ena takih lastnosti. Če recimo težko odstopimo od tega, da bi bilo nekaj popolno narejeno, ne, se vedno ženemo čisto do konca, do najmanjših detajlov, smo seveda spet pod večjim tveganjem, da bomo to počeli toliko časa, da se bomo po domače povedano prekurili, ne. Potem poleg tega so tudi nekatere lastnosti še, ki so rizične, a ne, recimo osebe, ki so zelo občutljive na kritiko, če težko prenesemo, da nekdo nas malo pokritizira, a ne, je to spet neki dejavnik, ki nas bo spodbujal k temu, da se bomo gnali do konca, a ne. Potem recimo, če težko rečemo ne v nekaterih situacijah, a ne, postavljamo meje oziroma smo nagnjeni k pretirani ustrežljivosti, je spet ena taka stvar, ki nas potiska proti izgorelosti. Poleg tega tudi recimo tiste osebe, ki imajo težave s prepuščanjem kontrole, a ne, s tem, tisti, ki želijo imeti kontrolo nad vsem, ki mogoče ne zaupajo, da lahko nekdo drug uspešno opravi del njegovih obveznosti ali pa nalog, a ne. Se pravi, nas ta kontrola tudi v nekem konstantnem stresu drži, a ne, če nas skozi skrbi, če imamo vse niti v rokah, a ne. Potem, ko se pogovarjamo naprej o dejavnikih, ki nas, zaradi katerih smo bolj rizični za izgorelost, se moramo premakniti naprej na posameznikov kontekst.
se pravi pogledati čisto konkreten način, kako posameznik funkcionira. Tako v službi kot doma, recimo, a ne, se pravi, na tem področju so rizični tisti posamezniki, ki imajo preveč obremenitev v službi, najprej čisto količinsko, na drugi strani tudi kar zadeva odgovornost, a ne, če nosijo velike odgovornosti, potem tudi čisto konkretno, kakšen urnik si postavijo, a ne, v enem dnevu, kakšen je tempo, koliko je nalog v tem dnevu. Na drugi strani pa tudi dejavniki, kot so, kakšno je vzdušje v službi ali pa recimo kakšne so te čisto odnosne razmere, a ne, kakšno je vodenje, recimo, če smo ustrezno vodeni, če nimamo nekega pretiranega nadzora s strani vodij, če imamo neko svojo lastno avtonomijo. Po drugi strani tudi, če imamo premalo vodenja, a ne, če smo premalo usmerjeni, je to tudi lahko neki dejavnik, ki nas spravlja pod večji stres, če ne vemo jasno, katere so naše naloge, kaj se od nas pričakuje, kdaj se od nas pričakuje, a ne, nas to tudi spravlja v eno bolj rizično pozicijo. Poleg tega tudi seveda razmere čisto konkretno v timu, a ne, če imamo mi neke podporne odnose, če lahko sodelujemo s svojimi sodelavci, kakšno je vzdušje, a ne, če imamo nekoga, na kogar se lahko obrnemo, in konec koncev tudi, če je ta naš trud prepoznan, a ne, se pravi, če smo nekako nagrajeni, če dobimo pohvalo, a ne, za naše delo, to je tudi en tak kar močen psihološki dejavnik, no, ki nas lahko na eni strani motivira, da lažje zdržimo pritiske, katerim smo vsak dan izpostavljeni, a ne. Potem na drugi strani pa recimo, če se premaknemo zdaj v domače okolje, a ne, je pa tudi tam nekaj rizičnih dejavnikov, ki lahko, zaradi katerih smo lahko pod večjim tveganjem za izgorelost, recimo, če smo izrazito sami nosilci gospodinjstva oziroma skrbi za različna področja gospodinjstva, ne, finance, prehrano, za aktivnosti, obveznosti in tako naprej. Poleg tega recimo v družinah, kjer so mogoče kakšni otroci s posebnimi potrebami, ali pa recimo, če ima posameznik, če tudi neguje neko onemoglo osebo, recimo svojega starša ali tako naprej, so to sigurno stvari, zaradi katerih je riziko večji, a ne, ker so obremenitve velike in zmanjka časa, da bi lahko posameznik se posvetil sebi in tistemu, kar potrebuje za svoje zdravje, a ne. Na drugi strani so pa tudi znotraj recimo družinskega okolja, a ne, ali pa v odnosih, so pa tudi neki subjektivni dejavniki. Prej sem pozabila še omeniti, recimo tudi finančna stiska je lahko en tak dejavnik, ki vpliva na to, a ne, kako bomo izgoreli oziroma ne, ker je to tudi ena velika skrb, a ne. Zdaj, če povzamem, a ne, v bistvu pri vseh teh zadevah se gre nekako za to recipročnost tega, kaj mi od določenih odnosov dobimo, a ne. Recimo v službi, a ne, se pravi, vsak odnos, ki ga mi imamo, pa naj bo služben ali pa zaseben, v bistvu zadovoljuje nekatere naše potrebe, recimo v službi po neki varnosti, finančni stabilnosti, po tem, da smo priznani kot da nekaj zmoremo, a ne,
po dosežku, po tem, da smo sprejeti v nek kolektiv, enako doma, a ne, ali pa zasebni odnosi nam tudi neke potrebe zadovoljujejo. In problem se pravzaprav pojavi takrat, če ni te recipročnosti, a ne, če ima posameznik občutek, da samo daje, a ne, da samo vlaga v nekatere odnose, ne dobi pa nazaj za sebe tistega, kar potrebuje, a ne. Takrat je tveganje večje, a ne, za neko nezadovoljstvo in posledično za to, da se še bolj oseba trudi, a ne, da se še bolj, da še več vlaga, in če dobi nazaj še manj, je to tveganje vedno večje, a ne. Potem čisto na koncu so pa ti dejavniki tudi na neki družbeni ravni. V zadnjih desetletjih se je družba, kar se tiče tega, precej spremenila. Zelo je postalo pomembno to, a ne, oziroma najbolj cenjene so tiste osebe, ki so najbolj produktivne, najbolj učinkovite, ki imajo največ rezultatov, a ne, ki zmorejo največ stresa prenesti, a ne, in zaradi tega smo v bistvu vsi v tem času mogoče majčkeno nagnjeni k temu, da skušamo dokazati, da tudi mi zmoremo več in več in več, a ne. Kar je v bistvu na neke naše tradicionalne slovenske vrednote, kakor so recimo pridnost, pa delavnost, pa skromnost, a ne, v bistvu še nadgradi to, in se mi zdi, da je tudi iz te strani res riziko večji. Poleg čistih vrednot produktivnosti, a ne, je tudi dejstvo, da je včasih bilo, recimo, če smo zdaj konkretno za delovno mesto govorimo, a ne, da je bilo včasih delovno mesto vir neke varnosti, stabilnosti, a ne, kjer si se zaposlil, je bilo običajno, če ni bilo razen na tvojo željo, a ne, je bilo stabilno, zagarantirano, da boš tam do upokojitve, a ne. Zdaj pa so tudi te delovne situacije v bistvu konstanten vir enega stresa, nekih sprememb in tudi neke negotovosti v tem smislu, a ne. Poleg tega tudi sam način, kako družba zdaj funkcionira, ne, če pogledamo recimo tudi prek družabnih omrežij, veliko teh pritiskov lahko zaznamo, da moramo nekaj predstavljati, da se moramo za nekaj truditi, a ne, in to so vse v bistvu dejavniki, ki lahko spodbujajo izgorelost, vsaj v določeni meri, a ne. Neki prispevek sigurno daje ta konstanten stres in pritisk, a ne. Zdaj, kako se izgorelost kaže? V bistvu, a ne, neki najbolj osnoven cikel naše energije telesne je to, da smo mi čili, spočiti, potem nekaj počnemo, se utrudimo in potem si vzamemo počitek in smo spet čili, spočiti, a ne. In med tema dvema stanjema nekako se pomikamo, a ne, nihamo. Potem včasih se recimo nam zgodi, da to utrujenost majčkeno zignoriramo, pa se ne uspemo prav čas spočiti, pa postanemo preutrujeni, pa potem se mogoče spet uspemo spočiti, pa smo mogoče utrujeni, pa potem še enkrat zignoriramo, pa smo vse bolj pogosto preutrujeni, a ne, kar se v neki točki nakopiči in se že kaže kot neka izčrpanost, ki je pravzaprav prva stopnja izgorelosti, ki lahko traja več let, več desetletij, a ne, lahko posamezniki delujejo kot izčrpani in se kaže na ta način, da je nekdo izrazito storilnostno usmerjen, da ima zelo močan občutek odgovornosti, zdaj me potrebujejo, jaz moram to speljati, nimam časa za počitek, a ne. Se pravi, ta občutek
nuje, a ne, da se mora tako vesti, je zelo izrazit. Se pravi, da, kot sem že prej omenila, ne, da postavlja potrebe drugih pred svoje, da večkrat zignorira to utrujenost, a ne si ne privošči počitka, kar se kaže na telesnem nivoju lahko na zelo različne načine, a ne, se pravi, pojavijo se lahko izrazite tesnobe, a ne, ko grejo lahko tudi do paničnih napadov, potem razne bolečine, kot so bolečine v križu, a ne, ko se nam zdi že marsikdaj zelo normalno, da nas kar malo nekaj boli, pa ne vemo točno zakaj, a ne. Potem pogosto se začnejo tudi prebavne težave, nespečnost, a ne, to so tisti neki prvi znaki, ki bi morali biti, če imamo recimo način funkcioniranja podoben tistim načinom, ki sem jih prej opisovala, bi že moral biti to alarm, da se nekaj dogaja, a ne, da mogoče v svoji aktivnosti pretiravamo in da moramo mogoče malo zabremzati, a ne. Potem naslednja stopnja je ujetost, poimenovana v literaturi, a ne, zdaj, če to opišem, gre pravzaprav za neke močne občutke nemoči, a ne, takrat se že pojavlja slabša učinkovitost, posameznik ne zmore več toliko stvari sproducirati in toliko učinkovito, kakor jih je prej, a ne. Še vedno je pa ta občutek, da mora nekatere stvari dosegati, zaradi tega se pojavi ta neka nemoč, a ne. Ne zmorem, ne gre mi več, nekaj je narobe in to se kaže zelo izrazito potem tudi v vedenju, a ne, oseba je pogosto zelo čustveno zelo razdražljiva, a ne, večkrat vzkipljiva, a ne, ima potrebo po tem, da se kar umakne, slabše deluje v ekipi, a ne, ker so se te stvari že nakopičile, ker poleg tega se tudi nekateri telesni simptomi intenzivirajo, a ne, se stopnjujejo in v bistvu je vedno več enih takih nenadnih upadov energije, motnje spanja so veliko bolj izrazite, tudi motnje pozornosti in spomina, a ne, se pravi, večkrat kaj pozabi, ima občutek, da se ne more zbrati in tako naprej. Po drugi strani se pa že poslabša imunski sistem, večkrat lahko posameznik zboli v tej fazi, in tudi kakšne alergije so pogostejše in tako naprej, a ne, se pravi, še vedno gre za neko zanikanje lastnih potreb, hkrati pa že občutek, da tako ne more več naprej in se pojavijo že te prve potrebe po spremembi, a ne, ki jih nekateri zmorejo, nekateri pa jih ne zmorejo speljati, a ne, in tisti, ki jih ne zmorejo, se običajno ženejo še naprej in pridejo do te zadnje stopnje, ki pa je adrenalna izgorelost, a ne. Takrat pa je v bistvu, tako kot sem prej rekla, a ne, lahko že vsaka aktivnost pravzaprav napor, pomanjkanje energije je zelo izrazito, zgodi se, da oseba pač ta počitek tako zelo nujno potrebuje, da bi lahko samo spala, spala in spala. Motijo jo pogosto vsi dražljaji, močni zvoki, kakšni vizualni, a ne, močni dražljaji in tako. Kognitivne motnje so zelo izrazite, se pravi, izrazito oteženo razmišljanje, a ne, in v bistvu intenziviranje vse te simptomatike, a ne. Okej, se pravi, mislim, da sem tukaj vse povedala, no, saj če ne, bomo šli lahko pol še nazaj. Zdaj, kaj pa lahko
lahko naredimo, da do izgorelosti ne bi prišlo. Zdaj zelo pomembno je v bistvu točno to, kar mi delamo danes tukaj, da se o izgorelosti govori oziroma da jo dobro poznamo, ker na ta način vemo, na katere stvari moramo biti pozorni pri sebi, kateri so naši rizični dejavniki, kako mi funkcioniramo in kateri so tisti naši stresorji, na katere mogoče lahko vplivamo, na nekatere druge ne, pa jih lahko mogoče iz druge strani se okrepimo in se na ta način uspešneje spopadamo z njimi. Skratka, da preverjamo skozi svojo lastno stopnjo izgorelosti, koliko kakšno je naše počutje pravzaprav in koliko uspemo zabremzati se pri tej izraziti aktivnosti ali obremenjenosti ali kakorkoli, Poleg tega razmislek o svojih osebnostnih značilnostih, če prepoznamo pri sebi to, da recimo, kakor sem prej omenila, da dajemo potrebe drugih pred sebe, da bremena prevzemamo pretežno nase, da nam je pomembno to, koliko smo produktivni in kako nas tudi drugi vidijo in vrednotijo, tako da je ta razmislek vsekakor na mestu. Potem naprej pa, v bistvu postaviti si neke realne cilje in omejitve v službi in tudi doma, kar je zelo veliko lažje reči, kot pa dejansko izpeljati, če smo mi v neki točki nekako vpeljani v neki sistem, ljudje vejo, kaj lahko od nas pričakujejo in je potem zelo težko kar naenkrat postavljati neke omejitve, reči, ne, tega pa ne bom, in v bistvu realno oceniti, koliko je tisto, kje je meja bremena, ki ga jaz lahko prevzamem, kje pa ne zmorem več, Ja, se pravi, čisto konkretno, pa to pomeni, da si moramo pravzaprav ustvariti neko uravnoteženo strukturo svojega dneva, svojih dni, tudi recimo strukturo tedna, o čemer je zelo priporočljivo vnaprej razmisliti, in tukaj pride potem čisto konkretno, moramo razmisliti o tem, katere so moje obveznosti, kakšne so njihove prioritete, katere stvari moram nujno danes narediti, katere lahko počakajo, pri katerih stvareh mi lahko mogoče nekdo drug pomaga, kaj lahko, če lahko tako rečem, preložim na druge, kako si lahko poenostavim svoje delo oziroma v nekaterih primerih tudi, kako znižam kriterije do tega, kar delam, če imamo zelo visoke kriterije za svoje delo, smo zahtevni do sebe, kako lahko znižam, kdaj je res pomembno, da neko stvar naredimo do popolnosti, da vložimo vanjo vse, kar je potrebno, na drugi strani pa kdaj je lahko neka stvar dovolj dobra, samo dovolj dobra, pa bo vseeno šlo skozi, pa bo vseeno štimalo vse, kljub temu, da se nismo glih raztrgali, za določeno stvar. Skratka, vprašati se, koliko obremenitev imamo, a jih je preveč, a jih je premalo, in v bistvu iskati neko ravnotežje, med delom in na drugi strani sprostitvijo, Zelo pomembno je, da naredimo neko revizijo tega, koliko imamo kakšnih aktivnosti v svojih
dnevih, a ne, če imamo dneve natrpane z obveznosti in tistega časa za nas ni, da se sprostimo, je to sigurno en zelo rizičen faktor za nas, a ne. Se pravi, uravnotežiti, a ne, ti dve stvari, v bistvu znotraj vsakega dneva, a ne, ker če mi obremenitve kopičimo, pa odlagamo počitek, pa rečemo, ja, saj bomo šli pol na dopust, a ne, pa bomo se spočili. Žal je to velikokrat se je izkazalo, da ni prava pot, no, da se ne moremo na zalogo spočiti, a ne, pa potem delati naprej, kakor da ni bilo nič, a ne. Se pravi, uravnotežena struktura, a ne, razmišljati o tem vsak dan, kaj lahko, kaj ne, kje so moje meje, a ne. Konec koncev pa tudi je zelo pomembno, da znamo sami prepoznati, kaj smo vse uspeli opraviti, in se zato tudi nagraditi, a ne, zaradi tega, ker če ves čas smo osredotočeni samo na to, kaj vse še moramo narediti, se bomo pogosteje slabše počutili kakor dobro, kljub temu, da smo marsikaj pa že uspeli narediti, a ne. In seveda se tudi nagraditi na neki način, vsak se drugače, a ne, kar nam nekaj, kar nam pomeni, recimo, kar nas bo spravilo v boljše počutje. Ker če uspemo to narediti, a ne, bomo tudi na neki točki manj odvisni od tega, da bi rabili, da nas drugi pohvalijo, da drugi vidijo, da nam dajo to priznanje, a ne, ker če znamo sami pri sebi to prepoznati, je zelo veliko vredno, a ne. Potem pa nazadnje še, kar se mi zdi res zelo pomembno izpostaviti, pa se mogoče zdi že zelo samoumevno ali pa očitno, ker o tem ves čas govorimo, ampak vseeno je zelo, zelo pomembno, da v bistvu poskrbimo za svoje zdravje in za svojo kvaliteto življenja in da v bistvu, da se postavimo na prvo mesto, a ne, zaradi tega, ker kakor sem rekla, a ne, če se bomo okrepili v teh nekih čisto osnovnih stvareh, recimo pri skrbi za zdravje čisto na fizičnem nivoju, a ne, pa tudi na recimo pri skrbi za naše odnose čisto na nekem psihološkem nivoju, potem bomo si ustvarjali eno tako bazo, s katero bomo lažje se soočali z vsemi obremenitvami, s katerimi se srečujemo, a ne. Zdaj pri skrbi za zdravje bi izpostavila predvsem 3 stvari. Zelo evidentne, veliko se o njih govori, ampak vseeno je res zelo pomembno. Pa tudi videla sem, no, že, da je tudi program naprej zastavljen še tako, da bo se o njih še slišalo. Ampak vseeno kljub temu, a ne, recimo prehrana je ena prva taka stvar, ki lahko zelo blagodejno vpliva na riziko za izgorelost, pri čemer recimo je fajn, a ne, se izogibati recimo prekomernemu vnosu sladkih stvari ali pa nekih takih energetskih stvari, ki nas na hitro dvignejo, a ne, raven tega krvnega sladkorja, pa nas pol pustijo še bolj utrujene in izčrpane, a ne, kar nas pol privede do tega, da moramo skozi malo balansirati tudi z vnosom hranil, da vzdržujemo nekako svojo energijo, medtem ko če jemo recimo več manjših obrokov, ki so bolj polnovredni, ki imajo več kvalitetnih hranil, pa bomo uspeli to neko raven raven krvnega sladkorja na neki optimalni stopnji vzdrževati, a ne, in bomo tudi bolj polni energije ali pa bomo več zmogli, a ne, če bomo iz tega vidika za sebe poskrbeli. Potem
najbolj blagodejno za neko psihofizično, za dobro psihofizično počutje je seveda gibanje, pri čemer je fajn, se mi zdi pomembno opozoriti, da tudi pri gibanju ne smemo pretiravati, a ne, ker se pol pogosto zgodi, pa si rečemo, ja, zdaj nisem nič delal, zdaj pa moram se fajn premigati, fajn prišvicati, a ne, da bom to vse not prinesel, ampak je lahko tudi to, da se tudi na nekem področju, ki bi nam moralo biti sprostitev, da se ženemo prek svojih zmožnosti, tudi nam si v bistvu ne naredimo velike usluge, ne, kljub temu, da smo se šli gibati. Se pravi, neka zmerna aktivnost, ki nam res predstavlja sproščanje, ki nam ni v nek odpor, more pa vsak seveda zase najti, kaj bi bilo tisto. A ne. Potem pa še zadnje, kar bi izpostavila, seveda kljub temu, da gibanje marsikaj dobrega naredi za naše počutje, pa je sploh pri izgorelosti res tisti najpomembnejši počitek, a ne, znati spremljati sebe, kdaj rabimo tisto pavzo, tisto, da se ustavimo, in skrbeti za to, da imamo redne počitke, da imamo dovolj ur spanja, a ne. V bistvu je nekako najbolj priporočljivo si ustvariti neko rutino spanja, ker tudi na ta način telo navadimo in imamo nekako boljši ritem in smo pol bolj polni energije, a ne. Bistveno, no, kar sem pa, če samo še povzamem, bistveno je pa res to uravnoteženje aktivnosti, a ne. Skrbeti, da je dovolj tudi tistih stvari, ki so samo za nas, ob katerih se sprostimo, tudi zelo pomembni so odnosi, a ne, pri tem, če imamo nekaj tistih pomembnih oziroma bližnjih oseb, na katere se lahko zanesemo, ki so nam v oporo, a ne, tudi to je en tak varovalni dejavnik, no. Okej, jaz mislim, da sem zdaj vse šla skozi, sicer zelo precej hitreje, kakor sem, mislim, bi lahko še več povedala, no, sem probala čim bolj skrčiti, kakor se je dalo, zdaj pa bom zelo vesela, če ima kdo kakšno vprašanje ali pa mogoče kakšen komentar, vaše razmišljanje, kako sebe mogoče vidite v tem, če ste se prepoznali o čemer sem govorila. Tako da bom vesela, če bo kakšno vprašanje. Res hvala, Simona, za tole izjemno kvalitetno predstavitev in tudi zelo strokoven pristop. Ja, torej jaz bi vas tudi kar povabila zdaj, tako, evo, v chat lahko vprašate, zapišete, bomo prebrali, Simona bo tudi videla, mogoče imamo še kakšne take interne vprašanja za na konec, ampak res izkoristite to priložnost, no, ker veste, da tudi obiski pri strokovnjaku in take stvari vedno so, pač vzamejo kar nekaj za sabo in zdaj imate res to priložnost, da izkoristite in vprašate. Tako da ja, evo, vprašanje je tudi v chatu, lahko Simona prebereš. Se pravi, prvo vprašanje, tukaj le berem, pri katerem specialistu lahko izgorela oseba dobi bolniško. Zdaj, seveda ob vsakih težavah, a ne, ki jih v bistvu ta kronična izčrpanost prinese, se oseba obrne najprej na svojega osebnega zdravnika. Zdaj, če so težave res izrazito hude, česar nisem omenila, no, ampak je pa zelo pogosto, ne, da se skupaj z izgorelostjo pogosto pojavita tudi izrazita anksioznost in pa depresija. Res ni redko, zaradi tega, ker je v bistvu en ta občutek, da nisi zmogel, da nisi, skratka, občutek, da si šibek in da nisi mogel narediti vsega, kar si si zamislil, a ne,
se pogosto zraven pojavi, tako da ja, če je to v taki intenzivni sliki, se kaže, potem je psihiater tisti, ki za to obravnavo naprej skrbi, a ne. Niso pa samo potem zdravila tista, ki recimo lahko pri tem pomagajo, ampak v bistvu korenit pristop k spremembi načina funkcioniranja, ne, ki se v bistvu pogosto zgodi kar samodejno, ko oseba vidi, a ne, do kakšne točke je prišla. Je zelo pogosto, da se v bistvu pol to neko prevpraševanje sebe pa svojega funkcioniranja zgodi in potem tudi neko hierarhija vrednot se spremeni, no, tako da marsikakšno spremembo neredko pravijo ljudje, da tudi pozitivno spremembo konec koncev, a ne, čeprav ko enkrat pride do res te hude izgorelosti, traja veliko časa, da se oseba postavi nazaj na noge, več let tudi lahko, a ne, tam 2 do 4 recimo leta je kar ena običajna doba, a ne, lahko tudi več. Marsikdo pa pravzaprav po hudem adrenalnem zlomu ne zmore nikoli več čisto tako funkcionirati na taki ravni, kakor je prej. Tako da ja, psihiater je v najhujših primerih tisti specialist, ki obravnava izgorelost potem. Okej, hvala, ja, v bistvu je kar ena taka, mislim, da je a ne, seveda pač težava je pri tem, ker ljudje podcenjujemo to zadevo in ker pač dokler, tako kot si omenila, dokler gre, a ne. Potem pa, ko je ta zlom, mislim, ker težko je to malo slišati, da v končnem tudi se nekatere osebe ne poberejo, a ne. Okej, Jože, še razlika med, kar izvoli, razlika med posledicami staranja, upad moči in spremembami zaradi izgorelosti. Razlika med posledicami staranja, upad moči in spremembami zaradi izgorelosti. Ja, zelo kompleksno vprašanje, a ne, ker pravzaprav je veliko stvari oziroma veliko dejavnikov ali pa veliko tudi drugih duševnih motenj ali pa težav v duševnem zdravju se kaže na podoben način, a ne. Zaradi tega je v bistvu zelo pomembno, da poznamo dobro, kako izgleda izgorelost, a ne, kako izgledajo mogoče kakšne druge motnje, kako izgledajo klasične starostne spremembe in da znamo potem razbrati, a ne, na katerem polu smo mogoče mi, a ne. Zdaj, jaz mislim, da posledice staranja ali pa upad neke moči pa to, da več ne zmoremo toliko čisto fizično, a ne, in tudi seveda na miselnem področju in tako, kar se dela tiče, so veliko blažje kot posledice izgorelosti, a ne. Je pa pri obeh zelo pomembno, a ne, da v bistvu balansiramo ves čas s tem, da se polnimo tudi na drugem področju, a ne, na tem, da skrbimo zase, no, pravzaprav. Koliko pri zdravljenju tretje faze sodelujejo endokrinologi? Ja, tudi posamezniki, ki izgorijo, tudi iščejo pomoč pri drugih specialistih. Zdaj, jaz moram priznati, da nisem zdaj v zadnjem času spremljala, kako je zdaj ta sindrom izgorelosti klasificiran. Vem pa, da je bila težava v tem, ker je nekaj časa sindrom izgorelosti kot bolezen ni obstajal, a ne. Ni bil v teh klasičnih, kako naj rečem, izborih bolezni, ki so, a ne, in so v bistvu drugi specialisti
težko prišli zraven, če lahko tako rečemo, ne, ker ni bilo nekih indikacij, zakaj bi endokrinolog sodeloval pri nečem, kar v narekovajih ni bolezen, ne. Ampak ja, endokrinologi imajo lahko zelo pomemben doprinos k temu, ker gre praktično za odpoved adrenalne žleze, ne, oziroma tega sistema, ki sprošča kortizola, ne. Tako da, ja, pri nas večinoma psihiatri sodelujejo. Še kakšno vprašanje mogoče? Jaz bom vesela tudi, če kdo da komentar, ali pa mogoče kakšen razmislek o svojem načinu funkcioniranja, če se je kdo prepoznal mogoče, da kakšen rizičen dejavnik, na katerega mogoče prej ni pomislil, no. Ja, mislim, jaz lahko osebno rečem, da je tole kar zelo zanimiv, a ne, ker vse te osebnostne lastnosti, ki si jih naštela, gre se skoraj izgleda, da se gre za en tip osebnosti, a ne. V bistvu je zelo značilno za določene ljudi pač kar več teh značilnosti, a ne, tako da v bistvu je kar fajn vedeti, no, a ne, te predispozicije in tako naprej. Ja, v bistvu, če gremo še malo bolj nazaj, a ne, ta, kakor si omenila, a ne, kar izgleda pravzaprav neki tip osebnosti, pa izhaja zelo, zelo pogosto, a ne, ne vedno, ampak zelo pogosto pa iz nekega načina vzgoje, a ne, kakršnega smo bili deležni recimo v našem otroštvu, ko smo bili mogoče bolj opaženi takrat, ko smo nekaj fajn naredili dobro, a ne, pa so nas pohvalili, ja, priden pa, a ne, tako. In takrat, ko pa kaj nismo prav naredili, pa nismo bili toliko fajn pohvaljeni, a ne, ali pa smo bili orangrajeni in smo se pravzaprav naučili nekako, da smo v bistvu samo takrat zares dobri, fajn, pa da nas drugi porajtajo, če lahko tako rečem, ko damo vse od sebe, ko se potrudimo, ko smo pridni, ko delamo tako, kakor se od nas pričakuje, ko zadovoljujemo potrebe drugih, a ne. In smo pol bolj rizični, da bomo tudi v odrasli dobi večkrat pozabili nase, a ne, pa ne bomo naredili tako, kakor bi sicer, a ne. Vidim vprašanje, ali izgorela oseba lahko dobi psihoterapijo na napotnico? Ja, načeloma lahko, a ne, ker v bistvu gre pri izgorelosti tudi za neke zakoreninjene vzorce, ki jih moramo pri sebi prepoznati in spreminjati z namenom, da bi lahko funkcionirali drugače, ampak je pa splošen problem v Sloveniji ta, da psihoterapija na napotnico je zelo težko dosegljiva, ker je terapevtov zelo malo, čakalne vrste so pa zelo, zelo dolge, a ne. Tako da lahko traja, ne vem, več kot leto dni, 2 leti mogoče, da ti dobiš terapevta na napotnico, takrat je mogoče pa lahko za marsikoga žal že prepozno, a ne. Ampak je pa zelo smiselno delati s psihoterapevtom, ja, v takem primeru. Okej, zadnjič smo, zdaj vi kar lahko še v kakšno vprašanje seveda zapišete, zadnjič smo imeli eno vprašanje tudi za doktor Židanika, in sicer znajdemo se v stiski, kakšni so naši prvi koraki. Zelo se mi je zdelo zanimivo, a ne, ko je on tudi povedal o temu, da je potrebno poiskati vzroke. A ne, prva faza vedno pri teh stvareh je poiskati vzroke. Pač kakšno je tvoje mnenje glede tega, kaj bi recimo ti priporočala? Misliš o prvih korakih ali kakšno je moje mnenje glede iskanja vzrokov? Ja, prvi koraki so čisto tako, kakor sem rekla, a ne, prepoznati, da nekaj ne štima in se poslušati takrat, a ne.
se pravi, te znake, da moramo nekaj spremeniti, zelo resno vzeti, a ne, ker najlažje jih je potlačiti pa reči, ja, nekaj me tlele boli, a ne, čuden, pa pol gremo, ne vem, takole 3-krat naredimo, pa si rečemo, okej, saj zmorem še naprej, a ne, ampak če se pa take stvari kopičijo, pa je to jasen znak, ker nam tudi telo sporoča, da nekaj ni okej, a ne. Tako da predvsem pri izgorelosti, no, se mi zdi, da lahko res največ sami naredimo, zaradi tega, ker dokler ni res hudo, ne bomo prišli do ene druge pomoči, a ne. Bomo mogli biti mi tisti sami, ki bomo to prepoznali, ali pa mogoče naši bližnji, pa če bomo imeli srečo, jih bomo poslušali, a ne, marsikdaj jih pa tudi ne. Tako da predvsem se mi zdi res, sploh pri izgorelosti, ki se kaže na take načine, ki jih res z lahkoto zignoriramo, če nismo dovzetni za ta sporočila telesa, a ne. Se mi zdi predvsem pri izgorelosti res važno, da smo mi tisti, ki znamo opaziti, a ne, ker recimo pri depresiji nas bodo prej tudi drugi ali pa bomo sami bolj opazili, da nekaj ne štima, a ne, če bomo kar naenkrat brez volje, brez energije in tako, bomo prej tudi sami želeli nekaj ukreniti na tem področju. Če bomo pa samo opazili, da nas majčkeno boli, pa da včasih se težko skoncentriramo, pa tako, pa bomo lahko mogoče že kdaj še sebe krivili, a ne, zakaj ne zmorem, a ne, če bi po vseh pravilih mogel, a ne. Lahko še ta občutek v bistvu slabše samopodobe zaradi tega, a ne, ker v bistvu, ker smo preobremenjeni. 2 vprašanji še tukaj vidim. Verjetno se večina, na primer 50% ljudi ne zaveda izgorelosti ali pa je ne jemlje resno, dokler ne pride do tega. Glih to, o čemer sem zdaj govorila, a ne. Se človek potem, ko pride do stopnje 3, lahko vrne na prejšnji nivo, prvotno stanje ali pa so posledice za vedno. Ja, tudi, a ne, sem v bistvu na neki način že odgovorila na to. Lahko se vrnemo na prejšnji nivo, kar zahteva zelo veliko časa in posluha za sebe, a ne, zaradi tega, ker v tistem času okrevanja res v bistvu minimalne napore, a ne, veliko počitka, veliko čisto konkretno skrbi zase, da fajn jemo, da samo toliko smo aktivni, kakor lahko, stvari, ki nas ne vznemirjajo, a ne, tako. Je pa res dolgotrajen proces, zaradi tega, ker se moramo spet pravzaprav naučiti prenašati stres, kar je v bistvu tisti glavni vzrok, da smo izgoreli, a ne, da naši možgani niso zmogli več procesirati tega stresnega hormona oziroma da ga je zmanjkalo, če lahko tako rečemo. Tako. Naslednje vprašanje. Kako lahko drugi osebi pomagaš, da ne gre čez mejo izgorelosti? Jaz bi rekla, težko dopoveš, a ne, nekomu, ki je na tem vlaku, pa ki je vajen tako funkcionirati, da nekaj oziroma da je na napačni poti, a ne, ker zelo pogosto se osebi še fajn zdi takrat, če vidi, ja, pa jaz veliko zmorem, veliko delam, pogosto sem bolj učinkovit kakor kdo drug, a ne. Tako da včasih res težko osebi povemo, da mogoče mora nekaj spremeniti, da mora poskrbeti tudi za sebe, ampak jaz mislim v prvi vrsti, da je to, a ne. Konkretno tudi jim povedati mogoče to, kar smo danes slišali, ali pa kakšen članek, fajn se tudi najde kje, a ne. Da pokažemo osebi, glej, ti si zdaj funkcioniraš tako pa tako pa tako, to je rizično za to, da se prepuraš, da greš čez mejo, da enkrat ne boš zmogel pravzaprav zelo veliko več, a ne. Res še posebej pri izgorelosti, no, je ta preventiva
zlata vredna, ker je okrevanje tako zelo boleče in dolgotrajno, potem, če pridemo do te stopnje. Še eno vprašanje imamo, katera naravna sredstva, rastline, prehranska dopolnila lahko pomagajo? Težko odgovorim na to, res to pa ni moje področje, pravzaprav mislim, da bi kakšen nutricionist znal na to boljše odgovoriti, katera konkretno bi bila tista živila ali pa hranila mogoče, ampak ja, kakor sem rekla, no, pa o tem boste še slišala, ne, Katja, če sem prav videla v programu. Se pravi, neko uravnotežena prehrana, ne, se pravi dovolj sadja, zelenjave, vlaknine, kvalitetni proteini, tako jaz mislim, da predvsem to, no. Kaj več si pa ne bi upala reči na tem področju, ker ni pa zdaj enega magičnega živila, ki bi rekli, če boš čim več tega jedel, boš manj rizičen za izgorelost. Okej. Ja, mislim, sam na tem področju, kaj pa recimo melatonin, zaradi tega, da pač naj bi preprečeval nastajanje kortizola, a to kaj vemo na to temo? Čisto konkretno ne poznam te teorije, no, da bi melatonin preprečeval nastajanje kortizola, ampak skratka, problem je v tem, ker kortizol v določeni meri je potreben, a ne, ker nam pomaga se soočati s stresom, samo če pa tega stresa preveč in se izloča v pretirani meri, takrat nastane problem, a ne, ker potem ta žleza v skrajni fazi odpove in ni več nečesa, kar bi nam pomagalo se s stresom soočati. No, te teorije glede melatonina pa ne poznam. Lahko pa je. Raje ne bom nič rekla, no. Razumem. Hvala, zelo pameten odgovor. Okej, zdaj mogoče za konec, če ima še kdo kakšno vprašanje. Mogoče samo jaz mislila še malo o podpornih skupinah, recimo, če je to tudi recimo del podporna skupina napotnice, ali so podporne skupine za izgorelost, ali si ljudje lahko to kaj pogledajo, ali je pomanjkanje? Ja, jaz konkretno ne poznam neke skupine, v katero bi se vključevali izključno ljudje, ki imajo težave z izgorelostjo. Je pa recimo pri nas konkretno v psihiatrični bolnici, a ne, imamo neki program, kamor se vključujejo ljudje z različnimi akutnimi stiskami v duševnem zdravju, kamor tudi večkrat vključimo tiste, ki se soočajo z izgorelostjo, a ne, to so prav potem ljudje, ki so na nekih daljših bolniških odsotnostih, ampak ja, jaz mislim, da recimo taka društva, recimo kot je vaše, ali pa še kakšno podobno, to je zelo odvisno glede na regijo, a ne, tudi mogoče psihiatrična bolnišnica v Ljubljani bolje ima kakšne druge programe, a ne, tako. Ampak sigurno se osebe lahko vključijo v neke programe, bi bilo pa sigurno fajn, če bi imeli izključno skupino za izgorele, zaradi tega, ker je ta podpora, ko nekdo spozna ljudi z enakimi težavami, veliko vredna. Mislim, da si že med vsebino tako lepo odgovorila. Če imaš še mogoče zaključno misel? Res bi rada rekla še enkrat, da se mi zdi zelo veliko vredno, da taki projekti se peljejo in da se govori o različnih vidikih duševnega zdravja, ne, ker več, ko bomo govorili o tem, bolj bomo znali poskrbeti zase, ker v duševnem zdravju je predvsem res to znati prepoznati pa videti, kaj lahko sam sebi, kako lahko sam sebi pomagaš, a ne. Pa še enkrat hvala.